Danes v Pomurskem dnevniku. Rekordni pretok Mure povzročal težave. Izjava Marjana Šarca. Musarjeva in Golob na ogledu prizadetih območij. Motena oskrba z vodo. Vreme jutri bo večinoma sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Zaradi predrtega protipoplavnega nasipa in naraščajoče Mure je bila v soboto ponoči evakuirana Dolnja Bistrica. Vzdrževalcem nasipa je le počasi uspevalo z betonskimi bloki krpati poškodovan nasip, ki sta ga v nedeljo pomagala popravljati tudi 2 helikopterja slovenske in hrvaške vojske. Mura se je sicer danes že umirila, a za zdaj težave povzroča predvsem podtalnica tako na prekmurski kot na prleški strani. Dolnja Bistrica v soboto ob 9:30 zvečer. Glasna sirena je naznanjala evakuacijo več kot 400 prebivalcev vasi ob reki Muri, kjer je predrlo protipoplavni nasip. Trenutno je situacija zelo resna. Prebilo nam je nasip na dolžini najmanj 10 do 20 metrov. Sanacija te odprtine nam žal ne uspeva. Sprva so odprtino poskušali zakrpati z velikimi vrečami peska. A razpoka se je širila, zato se je že pred večerom po vasi zaslišala sirena za splošno nevarnost. Domačini so v središču vasi hiteli s polnjenjem protipoplavnih vreč in jih nato zlagali, da bi pred vodo zavarovali najbolj ogrožene hiše. Ker drugače bo po celi Bistrici šla dol. Zdaj je že voda zajela del vasi. Dovažanje in zlaganje vreč se je nadaljevalo, dokler ni bila obvezna evakuacija za vse. Trdo delo se je obrestovalo, saj je večina hiš ob vrečah peska ostala na suhem. Voda je v soboto ponoči in v nedeljo zgodaj zjutraj zajela predvsem cesto in območje pred vasjo. Večina domačinov je prespala pri sorodnikih in znancih, nekaj vaščanov pa je tudi ponoči ostalo v svojih hišah. Na svojo odgovornost mi jih podpiramo za tem, da jih oskrbujemo, če je potrebno. Večina je samooskrbna. Imeli smo samo pri evakuaciji 2 bolnika, ki smo jih evakuirali z reševalnimi vozili. V nedeljo zjutraj se je nadaljevalo krpanje nasipa z betonskimi bloki. Na lokacijo jih je pomagal dostavljati tudi helikopter slovenske vojske. Popoldne pa je Dolnjo Bistrico priletel še hrvaški helikopter. Tako helikopterska pomoč kot nočno delo z gradbeno mehanizacijo sta očitno obrodila sadove. Bili so nadčloveški napori vseh teh reševalnih služb, tudi slovenske vojske, policije, civilne zaščite, kakor predvsem tudi pravim teh gasilcev in pa še posebej direkcije za vode. Moram povedati, da so svoje naredili in pa ravno tako kot Pomgrad, kot njihov koncesionar. Vodo, ki se je razlivala po njivah in gozdovih, sta pomagali prečrpavati 2 visoko zmogljivi črpalki civilne zaščite, ki sta preprečili, da bi bili obe cesti do Dolnje Bistrice poplavljeni. Na obeh bregovih Mure je bilo danes aktivno verjetno največje število gasilcev doslej. Je zdaj v teh dneh ogromno, samo danes pa je na delu skoraj 1000 prostovoljnih gasilcev v pokrajini ob Muri. Najbolj ogroženo območje ob Muri pri Dolnji Bistrici si je v nedeljo popoldne ogledal tudi minister za obrambo Marjan Šarec. Poplavljeno Dolnjo Bistrico pa je obiskal tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je med drugim tudi povedal, kaj bo ključno v naslednjih dneh. Več pa v izjavi. Ja, v naslednjih dneh bo ključno seveda umiriti situacijo. Ko bo voda odtekla, bo ključno takoj poslati ekipe, ki bodo pregledale, kakšna je škoda na mostovih na cestah, kateri mostovi so še uporabni, kateri so prenevarni za uporabo. Zato smo mi v mednarodni pomoči tudi zaprosili za dodatne mostove montažne. Res je kar precej dela, da se vzpostavi tak most, ni samo, da položiš in je treba tudi kaj temeljiti, ampak to bomo vse naredili. Skratka, ključno bo vzpostaviti najprej prevoznost cest, pitno vodo,
kjer je še ni. Po velikih krajih je treba vodo prekuhavati, ponekje je ni, recimo v Kamniku, ki je blizu Ljubljane, pa ni vode še, ker je vse potrgalo. Tako da to normalno življenje vzpostaviti, potem, kot sem rekel, poslati ekipe na teren, da se oceni škoda čim prej in da glede na to, da je že avgust, se jesen bliža, da potem čim prej občine lahko začnejo tudi sanacijo. To bo pa ključen ta sprememba zakona o odpravljanju posledic naravnih nesreč, kjer bodo občine upravičene že do 20% avansa, recimo temu začetni kapital, da bodo lahko začele to škodo tudi čim prej odpravljati, da se ne bo spet čakalo in čakalo in zgubljalo dragoceni čas, ker dela bo res veliko. Mi kot država bomo tukaj maksimalno kooperativni, zagotovo. Premier je že povedal, da bo škoda preko 500 milijonov evrov, tako da nas čaka kar veliko delo. Sicer pa so imeli gasilci civilne zaščite in vse druge pristojne službe tudi danes polne roke dela. Kljub upadanju Mure so bile razmere najbolj kritične na območju Hotize v Dolnji in Gornji Bistrici, pa je znova poletel vojaški helikopter, ki je pomagal popravljati protipoplavni nasip. Poglejmo si izjave župana občine Lendava Janeza Madžarja in regijskega poveljnika pomurske gasilske regije Dušana Utroše. Zdaj, 2 noči sem po konci, poskušam zadeve spremljati, urejati in usmerjati, seveda z našimi gasilci, z gasilskim poveljstvom občine Lendava, z gasilsko zvezo občine Lendava in vsemi gasilci na terenu je dejansko v Slogi izredno dobro in hitro ukrepanje, zato se tudi vidi, da do večjih težav ni bilo. Je pa bila tudi odločena, da smo vedno dejansko tudi čez dan in tudi čez noč imeli obhode in nasipe pregledovali in zato smo tudi prišli do teh kritičnih točk, ki smo jih pol tudi, upam, da tudi v pravem času, ker še dejansko nevarnost ni za nami. Seveda pritisk na nasip je še velik, vendar verjamem, da zdaj z znižanjem tudi nivoja in tudi pretoka reke Mure se bo to tudi uredilo oziroma se bo pač ustalilo in ta pritisk na nasip ne bo toliko močan in da bomo ga tudi lažje obvladali. Trenutno še vedno ob reki Muri poteka utrjevanje nasipov. Je pa dobro dejstvo, torej, da reka Mura upada. Kar se pa tiče tukaj na Dolnji Bistrici, pa smo danes ponovno angažirali helikopter Slovenske vojske, ki nosi jumbo vreče s peskom, s katerimi dodatno utrjujemo tisti del nasipa, ki nam ga je predvčeraj utrgalo. Jaz upam, da se bodo zadeve umirile. Tako gasilci, civilna zaščita, Slovenska vojska, kakor tudi vsi prebivalci pokrajine ob Muri smo naredili oziroma delamo izjemno delo. Jaz verjamem, da se bo reka Mura umirila, potem pa tiste vode, ki so poplavile predvsem objekte in tako dalje, da bomo začeli z črpanjem vode iz teh objektov. Zadeve, skratka, verjamem, da se bodo v kratkem stabilizirale. Na vse neljube dogodke v preteklih dneh pa se je odzvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Predsednica je med drugim obiskala tudi občino Kamnik in si ogledala oškodovano območje. Prav tako pa si je prizadeta območja na Gorenjskem ogledal predsednik vlade dr. Robert Golob. Pa si poglejmo. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je obiskala občino Kamnik in si skupaj z županom Matejem Slaparjem ogledala posledice katastrofalnih poplav, ki so prizadele občino. Srečala se je tudi s prebivalci, ki so se soočili z izgubo imetja in drugimi težavami zaradi te naravne nesreče. Zahvalila se je vsem županjam in županom po Sloveniji, ki garajo za svoje občine, ter znova tudi gasilcem, policistom, vojakom in pripadnikom civilne zaščite, ki posredujejo na terenu. Kot predsednica najprej hvala vsem Kamničanom, Kamničankam, ki pomagajo sokrajanom, sočloveku. Mislim, da je danes prav, da se zahvalim tudi vsem županom in županjam po celi Sloveniji, ki garajo za svojo občino. Včeraj sem se zahvalila gasilcem, civilni zaščiti, policiji, Slovenski vojski, še enkrat danes
Večkrat bo treba reči hvala čisto vsem, ki delajo na terenu. Med obiskom je predsednica izrazila svoje globoko sočutje in solidarnost do prebivalcev Kamnika, ki so se znašli v težkih razmerah. Ogledala pa si je tudi prostore Gorske reševalne službe Kamnik, ki so bili šele pred kratkim na novo odprti, sedaj pa so jih poplave popolnoma uničile. V območju Kamnika ima svoj sedež, več kot 700 reševalnih zborov vsako leto fantje oddelajo, odneslo jim je popolnoma vse. Pogovorila sem se z njimi, sprejela jih bomo v predsedniški palači, da vidim, kje so težave. Namreč mislim, da je ob tej katastrofi napočil čas, da bo potrebno razmisliti tudi v smer, da bo Gorska reševalna služba postala del javne službe, da bomo imeli nekaj profesionalnih gorskih reševalcev, tako kot imamo profesionalne gasilce in potem ostalo na prostovoljni bazi. Skratka, v teh kritičnih situacijah se bo pokazalo še marsikaj, kar bo potrebno postoriti. Na svojem obisku je predsednica Pirc Musar tudi poudarila pomen solidarnosti in medsebojne pomoči med ljudmi v teh težkih trenutkih. Zdržimo, bodimo skupaj. Na koncu bom rekla, veste, ni stvari, ki je človeške roke ne bi mogli odpraviti in popraviti skupaj z mehanizacijo, ker so razmere hude, verjetno ne bo šlo, neverjetno, zagotovo ne bo šlo čez noč, ampak na koncu bo Slovenija zmogla s pomočjo nas, ki živimo tukaj, zmogla s pomočjo vseh, ki nam bodo pomagali iz tujine, tudi finančna sredstva znotraj Evropske unije. Če ste opazili, včeraj je bil že komisar Lenarčič tudi v Sloveniji. Skratka, delamo na polno in Slovenija skupaj zmore in še enkrat hvala lepa res čisto vsem. Tudi predsednik vlade, dr. Robert Golob, se je z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ogledal prizadeta območja zaradi poplav v 3 gorenjskih občinah, Škofji Loki, Radovljici in Medvodah. V Begunjah na Gorenjskem pa sta si predsednik vlade in minister ogledala posledice neurja v psihiatrični bolnišnici Begunje. Danes smo na terenu z enim samim namenom. Prvič, da se prepričamo, ali lahko v času intervencije še kako pomagamo. In da, lahko, sprožili smo tudi evropski mehanizem za pomoč, ravno s tem namenom, da ojačamo naše sile. Zaprosili smo tudi sosednje države za pomoč, tudi njihove vojske na tistih točkah, kjer nam lahko pomagajo, predvsem pri helikopterskih prevozih in tudi v primerih, kot je Škofja Loka, bomo verjetno to uporabili. Še bolj pomembno, res bolj pomembno je pa, da danes smo tukaj z namenom, da vzpostavimo učinkovito sanacijo. Intervencija je danes lepo urejena, zakonsko urejena, ve se, kdo je tisti, ki je odgovoren in ve se, kako poteka in ve se, kdo zagotavlja sredstva. Običajno se potem v prehodu v sanacijo na nek način sistem razpade. Želimo zagotoviti, da to se tokrat ne bo zgodilo. Želimo zagotoviti, da bodo ljudje, ki pomoč potrebujejo, dobili pomoč, tudi fizične osebe, da bo infrastruktura res vzpostavljena in sanirana tako, kot je treba, čim hitreje, in da bomo hkrati tudi se na terenu prepričali, na katerih točkah je bila sanacija vodotokov v preteklosti uspešna in katerih ne. In da tudi na tem področju najdemo učinkovite rešitve. Kompleksen problem, ne bomo ga rešili v enem dnevu, zagotovo ne, smo pa na tem začeli delati in verjamem, da bodo tudi zakonske spremembe, ki prihajajo v prihodnjih tednih, ena pomembna točka, na kateri bomo lahko rešitve tudi zasnovali. Poplave pa so pustile posledice tudi na vodovodnih omrežjih. V številnih krajih v Pomurju je bila motena vodooskrba, v takih primerih pa strokovnjaki priporočajo tudi prekuhavanje vode. Javno podjetje Komunala Murska Sobota je danes sporočilo, da je prišlo na širšem območju mestne občine Murska Sobota do motenj pri oskrbi z vodo. Kot so zapisali, naj bi prišlo do motene vodooskrbe zaradi obsežnih poplav, ki so povzročile okvare na vodovodnem omrežju sistema B. Javni podjetji Vodovod sistema B in Komunala Murska Sobota obveščata porabnike pitne vode, da je zaradi minimalno 2 okvar na vodovodnem omrežju prekinjena dobava vode na širšem območju, so zapisali na Komunali Murska Sobota. Vse porabnike pitne vode ob tem prosijo za razumevanje in naprošajo, da imajo pipe v tem času zaprte. Pred ponovno uporabo pitne vode pa prav tako priporočajo temeljito izpiranje internega vodovodnega omrežja, dokler se barva, motnost in vonj vode ne stabilizirajo. Ker je Mura zaradi obsežnega deževja ponekod prestopila bregove, uničila nasipe in napolnila podtalnice, so težave z vodooskrbo nastale tudi v drugih krajih. V Gornji Radgoni, Radencih in na območju Prlekije zato opozarjajo uporabnike pitne vode, da so možni izpadi vode. Še vedno se izpostavlja tudi, da je potrebno vodo na območjih, kjer so bile obsežne poplave, pred uporabo obvezno prekuhati, saj je lahko onesnažena in nevarna za zdravje.
Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih delno jasen dan, imeli pa smo okrog 17 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko in Radencih smo opoldne namerili okrog 16 stopinj, v Lendavi in Murski Soboti pa stopinjo več. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okrog 9, podnevi pa od 23 do 24 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno in nekoliko topleje. Predvsem na severu bodo popoldne možne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo večinoma sončno. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 9 do 14, čez dan od 23 do 26 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tv.si. Hvala vam za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.